Najlepša hvala, da ste se odzvali na naše povabilo in prišli na našo tiskovno konferenco. V mesecu aprilu 2017 smo število zakonov in pa podzakonskih aktov dosegli magično številko 20.000. Na dan 13.4. smo imeli kar 834 zakonov in 19.167 podzakonskih aktov. To je seveda število za državo, kot je Slovenija, za 2 milijoni prebivalcev zastrašujoče. Seveda pa je večinoma tako, da pa vsak nov predpis prinese tudi novo dodatno oviro in še več birokracije. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke se vsak dan srečujemo z državljani, srečujemo se s predstavniki gospodarstva, s predstavniki kmetijstva, in nenazadnje so si vsi izpostavljeni na področju administrativnih ovir enotnih. Imamo preveč birokracije, imamo predolge postopke za pridobivanje dovoljenj, pridobivanje soglasij in nenazadnje dostikrat slišimo tudi sledeče, da imajo državljani postavljene posamezne roke, ki jih morajo spoštovati, medtem ko državni organi tega marsikdaj ne spoštujejo. Na številnih lestvicah konkurenčnosti, na lestvici ekonomske svobode, Slovenija dosega slabo mesto. In to predvsem zaradi tega, ker imamo preveč regulative, imamo preveč predpisov in seveda tudi zaradi predolgih postopkov. In zaradi vsega tega omenjenega smo se v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke odločili, da skličemo izredno sejo Državnega zbora in da podamo nek konkreten predlog debirokratizacije države. Podpise je prispevala poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in še 4 poslanci drugih poslanskih skupin. Pri pripravi tega gradiva pa smo pristopili na sledeč način. In sicer sestali smo se z vsemi pomembnejšimi, ključnimi združenji, gospodarstva, kmetijstva. Pozvali smo državljane Republike Slovenije, da podajo, izpostavijo ključne ovire, podajo konkretne predloge za odpravo teh ovir. In pred nami je tako nabor teh administrativnih bremen, predlogov, teh ukrepov za odpravo teh administrativnih ovir. Gre za približno nekje med 70 in 80 takšnih predlogov. Z začetka pa seveda prav, da izpostavim nekaj dejstev, ki se jih v Sloveniji več kot očitno premalo zavedamo. Prva je ta, da moramo najprej nekaj ustvariti, če želimo to deliti. Brez tega, da mi ustvarjamo, se ne moremo iti solidarnosti, se ne moremo iti sociale in ne moremo imeti ustreznih javnih podsistemov, kot je izobraževanje, zdravstvo, kultura in tako naprej. Višja produktivnost v gospodarstvu pa pomeni tudi višje plače. Pa tukaj ne govorimo zgolj o višjih plačah v zasebnem sektorju, ampak govorimo tudi o višjih plačah v javnem sektorju. Pomeni več solidarnosti in pomeni tudi več naložb, kar nam jih dejansko v naši državi v danem trenutku še kako manjka. Javni sektor je zelo pomemben, ampak mora delovati na način, da je učinkovit in racionalen servis za državljane Republike Slovenije in tudi za gospodarstvo. Tega se v Sloveniji več kot očitno premalo zavedamo in ravno zaradi tega imamo toliko preveč administrativnih ovir, imamo vedno nove in nove davčne obremenitve in nenazadnje se tudi negospodarno povečuje strošek javnega sektorja v celoti. Na drugi strani imamo pa tudi neustrezno pravno varnost. Če pogledamo obdobje od nastanka Slovenije pa do danes, seveda lahko opazimo, da smo kot država dosegli soliden, velik gospodarski napredek. Blaginja državljanov se je izboljšala, ampak ali smo res izkoristili maksimalno potenciale, ki jih imamo kot država? In mislimo, da ne. Zlasti po obdobju 2008, po obdobju krize, tega nismo znali dobro izkoristiti. Takratna vlada bi morala ukrepati, izvesti ključne reforme, a jih ni naredila. In kje so posledice tega? Kje se kažejo? Kažejo se ravno v tem,
da so nas na nek način dohitele države Višegrajske skupine, ki so izhajale iz bistveno slabšega gospodarskega položaja, nekatere so nas po posameznih kazalnikih že celo prehitele. Če samo pogledamo primer doseganja povprečja Evropske unije po kupni moči. Slovenija je imela v letu 2008 je dosegla 89% povprečja EU, v letu 2015 zgolj 83. Pa poglejmo primer Češke, v letu 2008 je dosegla 81%, medtem ko v letu 2015 že 85%. Seveda imamo v zadnjem obdobju, bomo rekli, spodbudne kazalnike, dobre obete, kar se tiče gospodarske rasti, število brezposelnih se zmanjšuje. Ampak zaostanka za razvitimi državami pa nikakor ne zmanjšujemo. Zakaj? Zato, ker gospodarska aktivnost ni podkrepljena z dvigom produktivnosti. Zato, ker nam število zaposlenih v gospodarstvu še zmeraj pada. Imamo približno 70 tisoč manj zaposlenih v zasebnem sektorju, kot smo imeli v obdobju pred krizo. In še vedno imamo skoraj 40 tisoč brezposelnih več. Če pogledamo sredstva iz državnega proračuna, večinoma namenjamo zgolj za tekoče izdatke, za plače, za obresti, za pokojnine, socialne transfere in minimalno ali skoraj nič za investicije. In seveda kot četrto bi še izpostavila to, da imamo previsoko obdavčeno delo. To nenazadnje tudi dokazuje zadnja raziskava OECD-ja, kjer smo lahko videli, povprečje je 36%, v Sloveniji imamo pa kar 42,7% obdavčeno naše delo. Seveda bi marsikdo rekel, ja sej, države kot so Nemčija, s katerimi se tako radi primerjajo, imajo pa še več. Ampak takoj, ko pogledamo naš razvojni kader, tiste, na katere moramo računati največ, so gonilo razvoja v Sloveniji, pa zlahka vidimo, da zelo hitro presežejo 50% obdavčitve, kar je seveda nesprejemljivo. Imamo znatno večje potenciale za doseganje gospodarske rasti, imamo večje potenciale za nova delovna mesta, za dobro plačana delovna mesta. Le slišati je potrebno to, kar že leta opozarjajo državljani, kar že leta opozarjajo gospodarska združenja, kmetijska združenja in tako naprej. Zdaj, če izpostavimo primer, Obrtno-podjetniška zbornica vsako leto izdaja eno brošurico zahteve obrti in podjetništva. Primer iz leta 2014, 100 zahtev, od tega je bilo 6 realiziranih, delno realiziranih 1 zahteva in okoli 4% zahtev v postopku realizacije, kar pomeni, da imamo 89% nerealiziranih pobud. Pa gre za dobre pobude našega malega gospodarstva. V nadaljevanju bodo moji poslanski kolegi predstavili nekaj konkretnih ukrepov, ki so jih vzpostavili predstavniki gospodarstva, kmetijstva in naši državljani. Bi pa morda še zgolj navedla nekatera priporočila, ki jih predlagamo Državnemu zboru, da jih sprejme in da se na njih potem odzove tudi vlada. In sicer pričakujemo, da se bo v roku 30 dni od dneva sprejetja tega priporočila vlada opredelila do predlogov, ki so podani v tej zahtevi za sklic izredne seje, za razbremenitev za državljane, kmete in podjetnike. Glede, da se bo opredelila glede konkretnih razlogov Obrtno-podjetniške zbornice, Gospodarske zbornice, Kmetijsko-gozdarske zbornice in seveda, da bo vezano na to pripravila tudi časovnico in način, kako bodo ti ukrepi realizirani. Vladi tudi priporočamo, da sprejme ukrepe, ki bodo administrativno in davčno razbremenili naše gospodarstvo, da bo vzpostavili bolj konkurenčno poslovno okolje, ukrepe za dvig produktivnosti, za dvig dodane vrednosti, za vzpostavitev pravne države, za boljše upravljanje podjetij, dvig podjetniške pobude in tudi umik države iz gospodarstva, ter seveda spodbujanje investicij. To je tisto ključno, kar je v danem trenutku pomembno. In pomembno je predvsem to, da se sliši to, kar nam govorijo državljani, da se sliši to, kar nam govorijo predstavniki gospodarstva in kmetijstva.
Hvala lepa. Vsem skupaj pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem prepričan, da kolegica Suzana je podala učinkovit uvod in pa predvsem navedla razloge, zakaj smo se v Slovenski demokratski stranki odločili za sklic izredne seje. V nadaljevanju bi pa izpostavil, bi rekel, zgolj nekaj ukrepov, za katere smo v Slovenski demokratski stranki prepričani, da so tisti, ki bi predvsem razbremenili administrativno okolje in pa birokratske ovire, da bi predvsem gospodarstvo lažje delovalo. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da višje plače v javnem sektorju, višji prilivi v pokojninsko blagajno, višji prilivi v zdravstveno blagajno in pa višji prilivi v pokojninsko blagajno lahko omogoči zgolj gospodarstvo. In zato je potrebno v Sloveniji gospodarstvo razbremeniti. 5 ključnih ukrepov, ki po našem mnenju zmanjšajo administrativne ukrepe in pa olajšajo delovanje gospodarstva, so ukinitev davčnih blagajn. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da davčne blagajne niso naredile tisto, kar je vlada Mira Cerarja ves čas poudarjala, da bodo s tem višji prilivi v sam proračun. Prepričani smo, da davčne blagajne so v primerjavi z višjimi prilivi nesorazmeren ukrep in da v večini primeri gospodarstvo duši. Zagovarjamo pavšalno obdavčitev. Prepričani smo, da s tem korakom bi dodatno razbremenili predvsem mikro, mala in pa srednja podjetja, da bi v okolju lahko delovala konkurenčneje, boljše, učinkovitejše. Poenostavitev prostorske zakonodaje. Tukaj imamo v mislih predvsem umeščanje v sam prostor. Postopki so predolgotrajni, prezapleteni. Samo zadnji primer izgradnja štadiona za Bežigradom Arso potreboval več kot 10 let za odločitev. Mi smo sploh prepričani, da 10 let je absolutno predolgo. Trošarine. Trošarinska politika je neustrezna. Potrebno je narediti trošarinsko politiko, ki bo konkurenčna, ne pa da je v Avstriji cena litra nafte ali plina bistveno cenejša kot v Sloveniji. In pa predvsem potrebno je narediti prožno delovno zakonodajo, ki bo omogočala hitrejšo zaposlitev in pa predvsem brez dodatnih papirjev in pa predvsem takšne zaposlitve, ki bodo omogočile tudi na področju tako imenovanih sezonskih del učinkovito zaposlitev. Zdaj, v Slovenski demokratski stranki poslušamo obrtnike, poslušamo gospodarstvo in pa predvsem razlog, zakaj smo se odločili za ta korak, je, da so obrtniki in pa gospodarstveniki na vlado Mira Cerarja že v letu 2014 naslovili 100 zahtev. 100 zahtev, ki so po našem mnenju upravičene, ki bi jih bilo potrebno realizirati, vendar žal vlada Mira Cerarja je izpolnila samo 6% teh zahtev, 89 je postalo nerealizirano. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Prej bilo rečeno, da je več kot 20.000 predpisov v Republiki Sloveniji, od tega je 42 zakonov in kar 4040 podzakonskih aktov v obliki vladnih uredb oziroma pravilnikov s strani ministrstva, tisti, ki se direktno dotikajo samo področja kmetijstva. Skratka, več kot petina vseh ukrepov, ki so izključno na ramenih kmetov. In ni bil vstop v Evropsko unijo, ki je potreboval temu dvigu predvsem teh podzakonskih aktov, ampak je politika magistra Dejana Židana v zadnjih 6 letih, ko je kot predsednik odbora za kmetijstvo, predvsem pa kot minister za kmetijstvo in gozdarstvo in prehrano, silovito povečal število uredb in pa število pravilnikov. Skratka, nemogoče je, da kmetje poznajo teh 4000 podzakonskih aktov,
kaj šele, da sledijo njihovim spremembam, ki se dogajajo ali na sejah vlade ali pa vsakodnevno z podpisi ministrstva. V zadnjih 6 tednih smo poslanci Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz vrste SDS-a, naši člani strokovnega sveta in pa tudi foruma za kmetijstvo pri SDS imeli skoraj 10 okroglih miz. Z temi okroglimi mizami bomo nadaljevali tudi v maju in jeseni, in kjer so ljudje povedali konkretne predloge in tudi upozorili na konkretne pripombe in pa kritike, kakšne vse birokratske nesmisle, ki nimajo nobene veze z zakoni, niti z evropskim pravnim redom, si očitno izmišljujejo uradniki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ko namesto, da bi služili kmetom, jih z takšnimi ali drugačnimi odločitvami v obliki pravilnikov in uredb kaznujejo za njihovo resno delo. Odprava administrativnih ovir je tudi ključna rdeča nit, ne samo programa SDS na splošno, ampak ključna nit 5 nujnih korakov v slovenskem kmetijstvu. Kajti, če želimo, da bojo slovenski kmeti, predvsem tiste družinske kmetije, da bojo vsi deležniki sodelovali in da bodo vsi skupaj naredili to kmetijstvo še privlačno za delo, moramo obvezno narediti nekaj korakov. Eden izmed teh korakov je zmanjšanje in poenotenje evidenc na področju kmetijstva. Drugi podatki so približno tisti, ki jih je že kolega Marko povedal. Ukinitev davčnih blagajn, ukinitev vrednotnic, prevoznic, trošarinska politika, ki posebej močno posega na področje kmetijstva, od sadjarstva, vinogradništva in vseh ostalih deležnikov. Imamo prezakomplicirane razpise in to ne izključno zaradi evropskih uradnikov, ampak naši uradniki na ministrstvu z svojimi podsubjekti nastavljajo nove ovire, tako da več kot 2/3 kmetov ni se zmožno prijaviti na noben razpis. Skratka, toliko birokratskih nesmislov in ovir, da se kmetje več ne odločajo za lov za subvencijami, za lov za zavarovalnim premijam in ostalimi. Seveda pa tem nelogičnim in čudnim odločitvam uradnikom sledijo v teh predpisih tudi visoke kazni, kar je še ena izmed ključnih zadev, ki želimo v poslanski skupini SDS pri tej razpravi na tej izredni seji opozoriti. Na področju kmetijstva so prevelike kazni in preveliko je evidenc. Skratka, da zaključim, mi smo na določene problematične zadeve na področju birokratskih nesmislov že opozarjali pri razpravi o katastarskem dohodku, davčnih blagajnah, prevoznicah pri lesu in tako naprej. Bomo v teku tega mandata vložili še nekaj zakonskih predlogov, ki bodo sledili te rdeči niti te izredne seje Državnega zbora. V tem mestu pa zagotavljam, da v primeru naslednje vlade in da bo imela SDS možnost oblikovati politiko na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrano, bomo za več kot tretjino zmanjšali število birokratskih ovir, ki imajo svojo funkcijo v podzakonskih uredbah in pa pravilnikih, in zmanjšali bomo tudi kazni, da bodo kmetje se ukvarjali z delom, ne pa z birokratskimi postopki in pa s plačevanjem nesmiselnih kazni. Hvala. Torej, spoštovani, lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, jaz bom vam podal še nekaj konkretnih rešitev, predvsem pa vprašanj, ki so bila predvsem namenjena državljanom. Torej, tista, ki so bila s strani državljanom, poleg vseh institucij, so tudi s strani državljanom namenjena nam. Naj povem, da strani državljanov ena izmed takih zadev je bil informativni izračun dohodnine, tudi za dohodke iz naslova dobička, torej iz kapitala, obresti in oddajanja premoženja v najem, torej poenostavitev. Druga zadeva je ukinitev vrednotnic. Tretja zadeva je primer ponovnega uveljavljanja otroškega dodatka. Torej, potrebno vsako leto po preteku neke pravice ponovno iti in vložiti zadevo, ne zato, da ta deluje po nekem avtomatizmu. Potem strani državno smo tudi dobili recimo tipične birokratske ovire izpolnjevanja priloge S1 oziroma podatkov o plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševstvo, varstvo.
potem uvedba obveznega roka za odgovor strani javnih oziroma uradnih organov na vloge, prijave in prošnje državljanov in dosledno spoštovanje le tega. Šesta taka točka, pa tudi rešitve so s poenostavitvijo postopkov odprave nepotrebnih soglasij, administrativnih ovir je potrebno skrajšati postopke za pridobivanje gradbenih ostalih dovoljenj. Potem, pogledajte, 7. točka, ki jo tudi Avstrija sedaj uvaja, je uvedba elektronskih vinjet, torej poenostavitev, kar je možno za današnjo visoko tehnologijo, le nazadnje ima tudi implementirano to uvedbo elektronskih vinjet že na dolgi rok Madžarska in deluje izredno dobro in kvalitetno in izredno zanesljivo. Potem, pogledajte, zmanjšanje število potrebnih dovoljenj za organizacijo manjših javnih prireditev, primer Vaške veselice, ki jo prirejajo gasilci, kjer morajo celo imeti izdelan elaborat naprimer za zaporo ceste. Potem izboljšati komunikacijo Fursa z državljani, predvsem podjetniki, tudi tukaj podajamo svoje rešitve. Potem priznavanje, predvsem za mlade, ki študirajo v tujini, priznavanje znotraj Evropske unije pridobljene izobrazbe na akreditiranih izobraževalnih inštitucijah, po akreditiranih izobraževalnih programih in definiranje izobrazbene raven tistih, ki so pri enih nagih centrih izdajajo mnenje o vrednosti pridobljene izobrazbe. Torej celo vrsto administrativnih ovir pridobljene izobrazbe, ki ste pridobili v tujine, da se ta po izredno enostavnem postopku priznava tudi v Republiki Sloveniji. Potem, kot zadnjo naj navedem tudi recimo odpravo registracije koles s pomožnim motorjem. V teh dneh ste tudi mediji nekako zasledili, objavili številne probleme po implementaciji tega zakona strani vlade Mira Cerarja, ko ljudje iščejo dobesedno priče in da lahko legalizirajo kolesa s pomožnim motorjem za nekaj desetletij nazaj in tipična birokratska ovira in birokratska miselnost. Torej, kot na nenazadnje naj povem, da pripravljamo, torej dajemo tudi rešitve za podjetnike. Naj navedem še nekaj, torej ohranitev bistveno širitev možnosti za pavšalno obdavčitev, to, kar so že kolegi danes obrazložili. Torej možnosti izbire za gostince, da se odločijo za pavšalno odločitev, katera višina je bila odvisna od lokacije gostinskega lokala in potencialnega števila gostov. Točno tako pavšalno obdavčitev pozna sosedna država Avstrija. Potem uvedel možnosti vodenja računovodstva mikro in majhnih podjetij z računovodskimi moduli znotraj Fursa, poenostavitev postopkov uveljavljanja ugodnosti po konvenciji izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ena tipičnih takih primer. Potem, nenazadnje, tudi možnost izbire za hotele in ostale namestitvene obrate, da namesto ročnega vnosa uporabljajo optične brskalnike, skener za vpisovanje gostov v knjigo gostov, kar lahko rečemo zelo pospeši tudi, ko gosta obravnava hotelske osebe na vstopu v hotel, kar pozna tujina in številne hotelske verige po svetu. Potem pa kot 10. točko tudi torej za podjetnike, manjše podjetnike, možnost izbire za prevoznike, da poslujejo s tovornim listom in drugimi prevoznimi dokumenti v elektronski obliki. Torej, sistem ali pa čas in prostor nam danes narekujeta izredno hitre spremembe tudi v dobrem poslovnem okolju. Torej, za to sejo v Slovenski demokratski stranki želimo slovenski javnosti, slovenskim podjetnikom, kmetom, ljudem, ki dnevno sodelujejo, ki se dnevno bojujejo na trgih, ne samo v Sloveniji, ampak širom na tleh sveta, da jim pokažem nek kaži pot, lahko rečemo iz močvirja administrativnih in davčnih bremen, iz celo vrste ovir. Ta kaži pot kažemo v smislu od tega, da govorimo o izsuševanju tega močvirja. Od tega močvirja, kjer smo imeli leta 1991-2000 približno zakonskih in podzakonskih aktov in danes smo prišli na 20.000, kjer se vrhunski pravni strokovnjaki več ne spoznajo ne v zakone, ne v podzakonske akte. To pomeni v prostoru in času, v katerem živimo, v katerem svet okrog nas govori o 4. industrijski revoluciji, da pripravimo podlago vrhunskega poslovnega okolja tudi v času, ko recimo znamenito podjetje Tesla išče svojega partnera v Evropi, predvsem za izdelavo modela 3, ki bo, lahko rečemo, neka nova revolucija na področju elektromobilnosti, da pripravimo neko poslovno okolje, ki bo temu sledilo. Torej, ne gre samo za naše podjetnike, kmete, velika naša podjetja, ampak tudi za neko poslovno okolje, v katerem bo tuje multinacionalne družbe tiste, ki imajo v
v svojih programih večjo dodano vrednost, ki delujejo na področju high-techa, da pridejo na področje Republike Slovenije in da tukaj najde nek prostor za svoj nadaljni razvoj in da Slovenija postane, torej, da gremo na nek vlak te nove četrte industrijske revolucije, ne na vlak avstrijsko-nemško-francoski, kot smo nekoč imenovali, ampak na neki vlak nekega resnega razvoja te države, na nek preboj med najbolj visoke razvite evropske države. To je naša velika ambicioznost Slovenske demokratske stranke. V zgodovini smo pokazali, da smo kot politiki, kot ljudje, da razumemo čas in prostor in da po padcu Berlinske zidu, po tistem času, ko smo nekako postavili slovensko državo, da je sedaj čas in prostor, da gremo v tisto drugo fazo. To je faza velikega preboja Slovenije med najbolj visoko razvite države. Danes postavljamo, lahko rečemo, prvo točko, odpravo vseh administrativnih ovir in kaži pot iz, lahko rečemo, iz močvirja administrativnih in davčnih bremen za naše državljane in državljanke. Najlepša vam hvala. Hvala.